V prihodnjih nekaj minutah se bomo družili s Slovensko ljudsko stranko. O nekaterih aktualnih vprašanjih znotraj stranke in o nekaterih vseslovenskih temah bo spregovoril podpredsednik Slovenske ljudske stranke Primož Jelševar. Spoštovani poslušalci, z nami je ponovno Slovenska ljudska stranka in tudi podpredsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Primož Jelševar. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sora. Kandidirali ste za predsednika SLS, nato ste se na kongresu umaknili in podprli zdajšnjega predsednika Zidanška. Ste po prvih nekaj mesecih delovanja v stranki mnenja, da ste naredili pravo potezo? Poglejte, politika v Sloveniji skoraj ne pozna takšnih primerov, da bi se nekdo drugemu umaknil. Pa vendar, če bi več ljudi v Sloveniji razmišljalo, da timsko delo privede do boljših rezultatov kot samo soliranje, bi bila Slovenija država, kjer bi se živelo precej bolje. Sam konflikt ob prehodu generacij, pa ne si v to v podjetju, ali pa stranki, ali pa kakšni drugi organizaciji, vedno najmočnejših. Starejši recimo včasih ne dajo dosti velikega poudarka na nekih novih spoznanjih, na dejstvu, da se svet spreminja, zato je z samega upravljavskega vidika organizacija Slovenije se generalno starajo. Po drugi strani pa tudi smo mladi včasih preveč ambiciozni in se nam preveč mudi. Jaz mislim, da je samo takšno pravilno razmerje med izkušnjami starejših ter inovativnostjo in kakšnim zagonom mlajše generacije lahko recept za uspeh. Mešane ekipe so dokazano najbolj uspešne tako v podjetjih kot v drugih organizacijah. Jaz niti malo ne obžalujem te poteze. Izkazalo se je, da je kongres stranke sestavil eno zelo dobro ekipo, ki je mešana tako generacijsko kot tudi po spolih. In po dolgem času smo verjetno ena redkih slovenskih strank, takšna ekipa tudi dobro funkcionira. Sam predsednik Marko Zidanšek je en človek dejan, dober organizator in hkrati tudi vizionar. Verjamem, da je lahko on tisti, ki bo Slovenijo popeljal nazaj na tista prava pota. Poznamo dolgo zgodovino Slovenske ljudske stranke z vsemi vzponi in padci. Bili smo presenečeni, pravzaprav neprijetno presenečeni, takrat, ko je Slovenska ljudska stranka izpadla iz parlamenta. Takrat se o stranki nekaj časa ni slišalo, no zdaj pa slovenska javnost opaža, da se stranka spet prebuja z mnogimi aktivnostmi. Katere programske teme so trenutno pri vas najbolj v ospredju? Glejte, včasih je potrebno dejansko pasti na trdna tla, da se lahko zopet pobereš. Izpad iz parlamenta na državnozborskih volitvah je bil ta padec za Slovensko ljudsko stranko, pa vendar smo se že na naslednjih lokalnih volitvah obrali in dokazali, da je SLS na lokalnem nivoju. To je tisti nivo politike, ki v Sloveniji še kot edini funkcionira, po številu županov še vedno najmočnejša stranka in zato bom rekel precej dober rezultat. Poleg te notranje prenove stranke v zadnjem času ugotavljamo, da se SLS dejansko ukvarjamo z nekakvim napovedovanjem prihodnosti. Saj karkoli rečemo se dejansko zgodi v naslednjem trenutku. Večkrat smo opozarjali recimo, kar se tiče izobraževalnega sistema, kako je ta narobe postavljen, saj diplomantom pa tudi srednješolcem ne omogoča zaposlitve. Planiranje izobraževanja v Sloveniji sploh ne temelji na samih potrebah trga, ampak na nekih drugih dejavnikih. Veliko število teh diplomantov, ki imajo izobrazbo, pa ne bo v kratkem času doseglo zaposlitve. Na drugi strani so pa velike potrebe podjetij po strokovnih in mojstrskih poklicih, ki pa so po eni strani kar deficitarne. Glejte, prav v prejšnjem tednu so prišle zahteve nemških podjetij v Sloveniji, naj že končno uvedemo ta vajeniški sistem, da krč sprostimo. In to je nekaj, kar v Slovenski ljudski stranki opozarjamo že zadnje 3 mesece. Upamo, da se bo na tem mestu kaj premaknilo. In vsekakor ni naključje, da sta v tem kratkem mandatu, odkar je ta zadnja vlada, odšli že 2 ministrci, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V februarju je stranka v Medvodah organizirala javno tribuno o novem programu razvoja podeželja, na katero ste povabili skoraj da vse pomembnejše kmetijske organizacije na nacionalnem nivoju. Kaj ste takrat ugotovili? Ja, res je. Javna tribuna o programu razvoja podeželja, ki bo nekako skrbel za to, da je slovensko podeželje, ker vemo, da Slovenija je le podeželska država, nekako funkcioniralo v celem sistemu do leta 2020. Te tribune se je udeležilo več teh organizacij, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije,
Slovenije, Sindikat kmetov, Slovenska kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki in pa Zveza slovenske podeželske mladine. Skupna ugotovitev vseh sodelujočih je bila, da je novi program za razvoj podeželja v nekaterih pogledih postavljen povsem neživljenjsko in da bodo najvišjo ceno pri tem plačali ravno tisti kmetje, ki imajo že tako težke pogoje dela. To so gorske kmetije, govedorejci, sadjarji in še mnogo drugi. Po končani okrogli mizi smo Ministrstvo za kmetijstvo pozvali naj nemudoma odpravijo vse te pomanjkljivosti ter deležnikom, ki so bili iz pogajanj v tem programu izločeni, zopet prisluhne, kajti ti imajo neke realne takšne izkušnje iz terena. Vse razsežnosti problematike programa razvoja podeželja so se pokazale prav na tej javni tribuni, ko so do besede prišli obiskovalci. Nemalo je bilo celo pozivov bojkotov ukrepov, kot je KOPOP recimo in prevzemanju odgovornosti ministra Židana. V Slovenski ljudski stranki ste zavzeli tudi povsem svoje stališče o vprašanju okoli privatizacije. Organizirali ste tudi okroglo mizo na to temo z nekaterimi zvenečimi imeni iz gospodarstva in ekonomskih krogov. Kakšno je torej to vaše stališče? Res je. Slovenska ljudska stranka je pripravila okroglo mizo z naslovom Uspešna slovenska podjetja kot ključ za blaginjo Slovencev. Povabili smo nekatere kar zanimive goste iz, nekatere, ki so prej podpirali to privatizacijo in tudi tiste, ki so bili proti njej. Recimo Rudi Bric, znan gospodarstvenik, Miroslav Germ, ki se ukvarja z ocenjevanjem in kvaliteto, dr. Bogomir Kovač, dr. Igor Masten, magister Uroš Rožič, dr. Žiga Turk in dr. Andrej Umek. Na okrogli mizi smo med drugim ugotovili, da se slovenska politika razdelila na dva dela. Eni, ki ugotavljajo, da je treba prodati vse na vrat na nos, in drugi, ki zagotavljajo tezo oziroma zagovarjajo, da je treba obdržati vse za vsako ceno. V Slovenski ljudski stranki smo šli drugo pot. Zdi se nam zelo pomembno, da se država sicer umakne iz tistih družb, ki bi brez nje lahko delovale bolje. Vendar to niso vprašanja, ki bi jih morali se spraševati v tem trenutku. Bistven ukrep za okrevanje gospodarstva leži povsem drugje. Potrebno je izboljšati upravljanje in tako doseči, da se bojo podjetja na trgu nekako pobrala, dosegala najboljše rezultate in v končni fazi tudi dosegala visoko vrednost. Moram povedati, da sem ta ponedeljek, torej še predno smo izvedeli, da je za Telekom prispela le ena zavezujoča ponudba, so se udeležil okrogle mize o energetiki in prometni panogi po sprejemu strategije upravljanja kapitalskih naložb. To je bilo v Cankarjevem domu. Tam sem jim tudi povedal, da avto preden ga pokažeš kupcu, ko se ga nameravaš prodati, ga najprej popraviš, opereš, da iztržiš kar največjo kupnino. Nam to očitno pri Telekomu ni uspelo narediti, saj je prišla samo ena ponudba in dejstvo je, da če bomo v tem trenutku to prodali, bomo prodali po zelo nizki ceni. Žal ugotavljamo, da odgovorni v državnem holdingu enostavno ne znajo prodajati tega državnega premoženja in po drugi strani tudi ugotavljamo, da verjetno ne bi bili dobri pri prodaji avtomobilov. Samo zato, da se zadeva proda, mislim, da jo ni treba prodajati. Ko pa pogledamo, po kakšni ceni se prodaja, se pa tudi vprašamo o tem, ali je to nekako normalno. Ja, še marsikaj bi lahko razpredala in razpravljala v nadaljevanju. Žal naj čas priganjam. Za danes ste imeli oziroma sva imela povedati toliko. Vsekakor bomo o perečih in takšnih in drugačnih temah spregovorili še v prihodnjih oddajah. Za danes pa morda, gospod Jelševar, samo še kakšna taka čisto zaključna misel. Več kot očitno je, da so ljudje v parlamentu začeli pogrešati neko normalno stranko. Nekoga, ki podpira dobre predloge, ne glede na to, z katere strani so predlagali, in nekoga, ki te sam predlaga dobre stvari. V Slovenski ljudski stranki smo naredili tisto prepotrebno prečiščenje, katerega vsaka organizacija potrebuje enkrat vsake četrt stoletja. Imamo novo, neobremenjeno, starostno mešano ekipo, ki je v prvi vrsti zelo ponosna na zgodovinski pomen, vrednote in delo prve demokratične stranke po drugi svetovni vojni. Po drugi strani pa se ne boji sodobnih idej, pogledov, širine, ter je pripravljena trdo garati, da ponudi dobre predloge, ki bojo vsem ljudem v Sloveniji omogočili boljše življenje in občutek tiste varnosti, ki jo je politika v zadnjih nekaj letih povsem izigrala. Mi smo ljudska stranka in smo zelo ponosni na to. Gospod Primož Jelševar, hvala za tale pogovor in lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. So nama sploh